Če se lahko tako izrazimo, pa bodimo zelo pazljivi z besedo, smo mi takrat, je naše okolje v takratnem času imelo srečo, da je bilo nekako, je zaraščalo skupaj s takratnim nemškim prebivalstvom, kar pomeni, da motivi Reicha v našem okolju niso bili takšni kot drugod, kjer je prišlo do uničenja in do ropanja naravnih bogastev, ampak so gospodarstvo tega okolja želeli takoj s tako imenovanim procesom Gleichschaltung, se pravi v isto smerjanje, pripojiti gospodarstvu Tretjega Reicha. Jasno pa je, da je vse temeljilo na vojni industriji že v tem času in kar pomeni, da če se tudi kar konkretno izrazimo, to seveda potem ni pomenilo nekega gospodarskega razcveta, ker se delalo vse za uničevanje. Je pa treba povedati tudi, da nemške podjetnike so takoj lahko priključili, slovenske podjetnike so razlastninili, deportirali, pobili, izgnali. Najpomembnejše tovarne tistega časa pa je bila tovarna avtomobilskih delov, ki je imela tudi podzemne bunkerje, potem Mariborska livarna, Zlatorog in tovarna trakov in sukancev, se pravi, šlo je od težke mehanizacije do uniform in kemikalij za potrebe Wehrmachta.